moje lepotice in lepoci, dobrodošli v novem videu. Evo, jaz sem si skuhala eno kavico, ker bomo zdaj pokomentirali najbolj odmeven dogodek tega ponedeljka. Oskarji. Jaz Oskarje predvsem zelo rada pogledam z vidika, kaj kdo obleče. Gre za dogodek, kjer je zelo pomembno predvsem, kaj nosiš, kakšno imaš prinčesko, kakšen imaš make-up in res se govori, piše na vseh naslovnicah si. S tem, da je pa letos se zgodil en dogodek, ki je totalno zasenčil vse ostalo, o katerem se bo govorili ne samo ta teden, ampak bo šlo tako prav v zgodovino Oskarjev. Zdaj, če spremljaš katerikoli medij, si zagotovo že zasledila, ampak William Smith, zelo v bistvu priljubljen, znan igralec, je udaril voditelja teh letošnjih Oskarjev in sicer Chrisa Rocka, tudi sicer zelo znanega komika. Pa pejmo mi lepo po vrsti, kaj se je sploh dogajalo. Who's got the hardest job tonight? Javier Bardem and his wife are both nominated. Now, if she loses, he can't win! Tukaj vidimo, da Chris govori takšne in drugačne šale, on je pač komik, zato je tudi pač bil voditelj teh Oskarjev, vedno nekaj prbija, vedno pač proba ljudi nasmejati in kmalu se bo pošalil iz žene Williama Smitha. Jade, ki je tudi zraven njega, tudi vidimo, da se smeji, tudi v bistvu William se na široko smeji njegovim šalam in pazi, zdaj pridemo do tega ključnega dogodka. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. Ostavimo se zdaj tukaj. Se pravi, obstaja film, ki ga je voditelj Chris glihkar poimenoval, v katerem nastopa Demi Moore. In ona v tem filmu nosi zelo kratko frizuro, čisto je v bistvu pobrita vojakinja in on se pošali, da bi na nek način Jade, se pravi žena od Williama Smitha, lahko igrala v tem filmu in s tem je v bistvu ciljal na njene lase. Just all of a sudden one day, look at this line right here. Look at that. In zakaj je ta šala bila toliko neprimerna, da je v bistvu toliko razjezila Smitha, da ga je udaril? Ker je v bistvu Jade na nek način bolana oziroma se bori z boleznjo, pri kateri ji odpadajo lase. In ona je govorila, v bistvu se je tudi sama šala, da je nekaj časa nosila lasulje, potem je tukaj naprej tudi en posnetek, ga bom pokazala, ko ona prav v bistvu na hecu se skupaj obrne. Potem kasneje rekla, da je mogla pač sprejeti, da je taka, kaj je, da je pač na nek način plešasta, da nima kaj in je delala na temu. In definitivno norčevati se z nekoga, ki pač ima težavo, zdravstveno težavo, ni primerno. Že tukaj šala definitivno ni okusna in mogoče se je Chris takoj, ko je to izgovoril, zavedel, ampak hej, kaj bi rekel, bilo je izgovorjen, bilo je pač prepozen in reče, vse je bilo smešen. Pejmo naprej, pozabimo, bilo je smešen, isto sem nekako v najboljši beri to šalo povedati. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. In zdaj William Smith vidimo, da se tukaj on po nesreč najprej zasmeji. Vidimo široka odprta usta, zobe pokaže. Pač res mu je bila šala na začetku smešna. Zdaj, a se je nasmejal v neki zadregi, ni ravno videti, lahko da ja, ampak bod pozorna na njegovo ženo Jade, ki je pa takoj zavila z očmi. Tukaj pa res takoj vidiš, da njej šala ni bila smešna, da je šla na živce, da pač se ne more norčevati iz njene bolezni, verjetno ima tudi sama neko stisko zaradi tega, ker pač nima las, ker je plešasta in takoj vidiš, da šala ni bila na mestu. Ampak v tem trenutku še enkrat William se je smejal v njegovi šali. Ni videl, kako je v bistvu njegova žena reagirala. In zdaj, to je zanimivo. Niti ena kamera zdaj ni pokazala trenutka, ko se one dva očitno spogledata, William in Jade, in je William dejansko videl, da je bila šala neprimerna, da je v bistvu Jade zamoril, da je ni smešen, da je spravil mogoče v zadrego, v sramoto.
Ta čas je kamera ves čas na voditlu in to je že čuden, zato ker gre za Oskarje, kjer je pokrit vsak kotiček in da mi ves čas vidimo to eno sceno, je malenkost čudno. Ampak nekaj mu je rekla, da je Williama pogre razjezil, da je videl, da je v bistvu žena osramočena, da se odloči, da ostane live prenos Oskarji, kjer gleda več milijonov ljudi in se zgodi tole, da klofuto Chrisu. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. In puf, res mu je dal en močen udarec. Zdaj, če zanaliziraš ta njegov udarec, je bil res kar malo tak filmski, res, da bi treniral to v neki sceni, res tak odločen prihod. Puf, on se je kar zarotiral, tudi potem, ko se obrne in gre nazaj na svoj stol, mi deluje, da ima kotičke malenkost ustnic, malenkost v nasmehu, vsaj meni tako deluje. In predvsem je zanimivo to, ne, gremo zdaj naprej, pa pogledamo še enkrat predtem ta udarec. Oh, wow. Wow. In v tem trenutku so bili že vsi, a je to res, a je to zaigran, a se je to res zgodilo, kaj se dogaja. In tudi smeh v zadnji lahko slišiš, da je malenkost nervozen in tudi neprijeten. Voditelj se pa poheca in reče, Will Smith just smacked the shit out of me. kaj bo pa drugega naredil, pač njemu je bilo res bed, neprijetno in totalno nepričakovano. Potem pa sledi drama naprej, ko v bistvu pa da res ta vtis, a je bilo to zaigrano ali je bilo to fake. Keep my wife's name out your fucking mouth. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? In tukaj on dobesedno že kriči, on tukaj res deluje jezen, res deluje besen in v bistvu, jaz sem bolj tudi študirala, ne? Zdaj, če bi bilo to zaigrano, valjda bi potem naprej na Oskarjih enkrat povedala, da bi bilo zaigrano, bi si one dva dala roko, bi se objela. Točno to, ko se drugič tako zadere, ga tako resno pogleda, je meni v bistvu dal vedeti, da to pač ni zaigrano. Deluje mi, ne, da je on resnično besen. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? Okay. I'm going to. Greva naprej, celotno občinstvo utihne, nočem biti več upleten v to, pozabimo, gremo naprej, vmes še pogleda, bo kdo kaj ukrepil, ne, gremo naprej in potem naredi v bistvu še eno napako, zameša, reče dokumentarec namesto Oscar. So we are here to give a documentary out, to give an Oscar. Oscar. Ena majhna napaka, ampak dobro se hitro popravi in tudi to mi je tako. Dejansko se je zmotil, očitno bi on toliko šokiran, zdaj če bi bilo to zaigran, bi točno vedel, kaj reči, tudi predvidevam, da ima tiste trotel bobne, kjer vse piše in ni šans, da bi se zmotil. Glede na to, da je naredil napako, mi je res dal vtis, ker je bil res toliko presenečen, toliko zmeden, ne more verjeti, da mu je glihkar nekdo dal tako klofuto in to nekaren veliki igralec Will Smith na Oskarjih. Ampak, če pogledaš enkrat vse to, v bistvu se niti enkrat ne drži za obraz. Ok, naredi šok svoje. Ampak, če te nekdo res močno klofutne po obrazu, zaboli recimo čez 5 sekund, sigurno ful zapeče, čutiš bolečino in narediš, ne vem, saj to, zaboli, kakorkoli se primaš, po drugi strani pa hočeš izpadati cool, si toliko šokiran, v bistvu je to take vrste situacija, da ne veš, kako bi reagiral, ker se definitivno prvič znajdeš v neki taki vlogi in a zdaj narediti dramo, ga v bistvu postaviti pred dejstvo, kar si naredil je narobe, ali govoriti, vse v redu, nič ni, bomo že potem rešili. Če ni bilo zaigran, v bistvu mogoče bo padla tudi kakšna tožba, to bo sigurno najboljši pokazatelj, da je zadeva bila resnična, po drugi strani tudi, kakor sem rekla na začetku, če bi pač bilo zaigrano, bi dala vedeti, ampak je res, da je to Amerika, da nikoli ne veš, kaj se jim tam plete po glavi, nikoli ne veš, da je bilo nekaj naštimano ali ne, vsaka reklama je dobra reklama ali kako, ampak nasilje nikoli ni odgovor, nasilje nikoli ni rešitev. Jaz sem, ne vem, nekako confused, bolj bi rekla, da zadeva
ni bila zaigrana, moje mnenje je tako, se pa ful veselim vaših komentarjev, kaj pravite vi. Ali po vašem mnenju bilo zaigrano, ali ni bilo zaigrano. Tudi brala sem komentarje nekaterih ful v bistvu častijo Williama, da je dober naredil, da se tako postavil za svojo ženo, da si je zaslužil. Spet drugi pa pravijo, da nasilje nikoli ni rešitev, s čimer se v bistvu tudi strinjam in je prav, da mu je dal vedeti, da ni bilo primerno, definitivno pa ne bi rabil z nasiljem in udarcem. Tako da, dajte mi zapisati, kakšno je vaše mnenje. To je to za današnji video, se gledamo v naslednjem videu, bodite lepo in do naslednjič. Čau, čau!